Zdravo, sem Boško Praštolo in nahajaš se na kanalu More Than Networking. Sem edini v Sloveniji, ki govori o pomenu mreženja in vesel sem, da me poslušaš. Veš, kaj me danes zanima? Kako gledaš na osebe, ki imajo prave veze in poznanstva? Ki ti lahko s svojimi izkušnjami, znanjem in močno vezo pomagajo na različne načine in na različnih področjih. A ti grejo take osebe na živce, a so ti zanimive? Moj cilj je, da od danes naprej drugače gledaš na te osebe, ki imajo prave veze, poznajo veliko zanimivih, uspešnih, izkušenih oseb in ki so spoštovani v skupnosti, kjer kreirajo in živijo. Če si pozorno poslušal ali poslušala, sem rekel, da imajo prave veze in poznanstva in ne zgolj veze in poznanstva. Zakaj sem uporabil besede prave? Lahko bi tudi rekel cool, kvalitetne, spoštovanja vredne osebe in tako dalje. Zunaj je veliko oseb, ki so svojo mrežo zgradile oziroma jo še vedno gradijo na napačnih vrednotah, v krogu posameznikov, kjer midva nimamo kaj iskati. Evo, ti na kratko zaupam zgodbo, kaj se je nedolgo nazaj meni zgodilo. Kakšen mesec potem, ko sem izdal knjigo, me kliče Svit in reče: Ej, Boško, imam idejo, kako lahko prodaš kar nekaj knjig. In tako, da so se takoj dobila na kavi, ker meni seveda v interesu, da prodam svojo knjigo in da slišim konkretne pobude, kako imam jaz lahko boljšo prodajo. Moram priznati, da se do takrat s Svitom nekaj časa še nisva videla, je cool oseba in sem bil vesel, da se dobiva in kakšno rečeva. Saj veš, kako gre, ko se z nekom po dolgo času spet vidiš, letijo debate levo, desno in obdelaš kar nekaj cool tematik. Prideva midva do moje knjige, mi zaupa idejo in pove, da mi pri prodaji lahko pomaga ena dotična oseba. Namenoma nam povedal, za koga gre, ker to osebo dosti folka pozna. Iskreno ne vem, ali je do konca izrekel ime te osebe, ampak sem tako rekel, da me ne zanima sodelovanje s to osebo. Vem, kdo je ta oseba in iskreno vse okoli nje smrdi. Imam nekaj povezav, ki nič lepega o tej osebi ne govorijo. Svetu iskreno rečem, da me ne zanima, kar je povezano s to osebo, tudi če bi zato prodal na 1000 mojih knjig. Pa začne Svit s klačnimi izgovori, se vem, kaj si o tej osebi govorijo, ampak ni tako. Sva kar hitro temo zaključila. Še prej pa sem mu povedal, da je zunaj veliko oseb, ki jim jaz nisem simpatičen, zanimiv, pa ne bo to zaradi moje brade, načina govora, tematike, energije, in da jaz s tem lahko živim. Je pa zunaj tudi kar nekaj oseb, ki sem jaz simpatičen, zanimiv, prav zaradi brade, načina govora, tematike ali energije. Ko sem rekel s tem, da sem nekomu ok in nekomu ne, jaz s tem lahko živim. Pa da ne pomote, tudi sam delam napake, ampak na koncu vedno gledam, da so vsi z mano zadovoljni. Pomembno mi je, da zavestno ne zavajam in ne manipuliram z drugim. Za to osebo, ki mi jo Svit priporočil, pa posebno poznam in vem za vsaj 5 ljudi, ki so imele negativno izkušnjo, in se res ne želim, da se na kakršen način tudi sam osebno povezujem s tako osebo. Ne glede na koristi, ki bi jih lahko imel. Priznam, lahko da sem jaz naredil napako. Čisto možno je, da se je ta oseba spremenila, ampak sam nisem bil pripravljen drezati v to. Svojo mrežo in svoj posel gradim na vrednota, ki so kontra vrednotam te osebe. Zato takih vez, povezav, prijateljev ne potrebujem. Ker na koncu vedno plačaš pri visoko ceno. Zdaj so pa na točki, ko me zanima, koliko se ti znajdeš v taki situaciji. Ko vidiš nekoga, ki je uspešen, ki ima veze, se mu ful dogaja. Kolikrat vidiš tako osebo, jo gledaš in si rečeš, blagor njemu ali pa njej, ki ima prave veze poznanstva. Dvomim, da takoj pomisliš, da je taka oseba uspešna prav zaradi višine mreženja, da ima prav zaradi močne mreže uspešen posel, ideje in nenehne poslovne priložnosti. Verjamem pa, da opaziš tako res uspešne osebe. To, da je ta oseba uspešna, da je vedno na pravem mestu v pravem času, da ima močno mrežo, da je ugledna oseba v tvojem okolju, to ne moreš spremeniti. Kakšen je tvoj izziv in občutek, ko vidiš ali pa spoznaš tako osebo? Če ti gre taka oseba na živce,
in ko greš z nekom na kavo, debatiraš o tem, kako svet ni pošten, kako je on pač imel srečo in kako so se me karte poklopile. Potem sem skoraj prepričan, da bi s tako osebo najdla en kup izgovorov, zakaj vama ne uspe zgraditi take mreže in zakaj jo je pač ta oseba pač zgradila. Verjemi mi, večina nas točno to dela. Debatira v prazno, smeti sebe in ne spremeni nič. Tako osebo bodo žene res težko dosegle, kaj dosegle pa kaj spremenile. Če vidiš v taki osebi, kot je opisana zgoraj, kot primer dobre prakse, je možno, da imaš tudi ti močne veze, kvalitetno podporno okolje in lahko čez čas gradiš močno mrežo. Če se spomniš, sva rekla, da večina ostane pasivna in se smeti z nekimi izgovori. Kaj pa, če bi midva stopila do take osebe in je rekla nekaj v smislu, vidim, da si uspešen, vesel sem zate in spoštujem to, kar kreiraš. Jaz se vrtim v začaranem krogu, rad bi, da mi uspe, da se premakne naprej. A imaš mogoče kakšen nasvet zame? A mi mogoče lahko kako pomagaš, da bom tudi jaz imel boljše življenje? Ok, zdaj vem, kaj si misliš. Kot prvo, zakaj bi se nekdo, ki je uspešen, z mano ukvarjal, meni pomagal, in kot drugo, nekaj v smislu, da se taki scenariji dogajajo zgolj v filmih, da nekdo nekomu, ki ga ne pozna, pač pomaga. Verjemi mi, da uspešne osebe rade pomagajo, če se k njim pristopi na pravi način, če v nas vidi osebo, ki si želi nekaj premakniti. Nikoli, ampak res absolutno nikoli ne boš srečal uspešne osebe, ko hodi po cest in prosi mimoidoče, če jim lahko pomaga. Nedolgo nazaj sem bil pri Anžetu. Doma ima uspešno podjetje. Vprašal sem ga, koliko osebi do njega pristopili in ga prosili, če se lahko od njega učijo. Iskreno nisem bil presenečen, ko se zasmejo rekel, da že dolg ni imel take pobude, da bi bil pa vesel, če bi se nekdo tak najdel. Dejstvo je, da smo sami nemočni in da potrebujemo v sebi osebe, ki nas bodo usmerile, ki nam bodo pomagali, da nam jutri uspe. Ko imaš odprte vprašanja, ko se znajdeš v težkem položaju, ko te življenje stisne v kot, nimaš veliko izbire. V bistvu takrat aktiviraš zgolj dve zadeve. Svojo mrežo in Google. Najprej pomisliš na to, kdo ti lahko pomaga, koga tvoja mreža pozna. Če tu ne najdeš rešitve, odpreš Google in začneš iskati odgovore. Takrat nam je vse, kakšno ceno bomo plačali in o tem, kaj bodo drugi rekli. Takrat iščemo bližnjico, usmeritve, da se naša situacija reši. Pa naj bo to čim prej, da najdemo službo, mojstra, ki bo nekaj popravil, a pa neko novo ključno stranko. Da ne namenjam, da pridemo čim prej do nekega zdravnika. Obstajajo tudi taki, ki se vdajo v sodo, ki zaradi neke nove nastale situacije obstanejo in postanejo jezni nas in na ves svet. Žal pa, nihče od nas ni daleč od take situacije. Preprosto ne vemo, kaj nam jutrišnji dan prinaša. A se spomniš, kaj se je zgodilo v petek 13.3.2020? Sam tega datuma ne bom nikoli pozabil. To je bil dan, ko smo šli prvič v lockdown in dan, ko so mi vse moje stranke odpovedale pogodbo. Prvič v življenju sem se znašel v situaciji, ker sem se kot človek, mož, oče počutil nemočnega. V podjetju so bila zaposlena oba z mojo Mirjano, ker naenkrat podjetje ni imelo nobenega priliva. Na računu približno 2000 evrov, da ne omenjam stroškov od prispevkov, kreditov, položen s hrane. Težko je verjeti, pa 5 dni sem bil tih. Mnel se, kako sem se lahko dovolj znajti v taki situaciji. Kako ima lahko sam 2000 evrov na računu? Kako sem lahko tako neodgovoren, da sem vse, kar sem investiral v projekte, v življenje, zakaj si nisem kril nekega črnega fonda za težke čase? Jaz sem teorijo poznal, vedel veliko, bolj malo tega pa sem dal v prakso. Po 5 dneh sva se z Mirjano sedla, kreirala plan, kako naprej. Dosti je bilo pasivnosti, jamranja, jokanja. Mirjana je takoj našla novo službo, jaz pa ob podpori moje mreže, pravih oseb, iskal nove projekte. Imel sem vse izgovore, da ostanem doma, da sem jezen na ves svet, ker sem se pač znašel v težki situaciji. Več kot očitno nisem ostal doma in se smetil z nesmiselnimi izgovori, če ne, danes tebi ne bi dostal te vsebine. Kaj bi rad?
da danes ozavestiš. Za konec zgolj 3 ključne zadeve. In sicer, kot prvo, zunaj je veliko oseb, ki imajo močne veze in ki so pripravljeni pomagati. Deva jih aktivirati. Deva si od njih nekaj naučiti. Pa prosim, da ne obupaš pri prvi osebi, ki se ne odzove. Tvoja dolžnost je biti vztrajna oseba, dokler ne prideš do konkretne rešitve. Kot drugo, ne glede na to, v kakšni situaciji si, kako močna je bolečina, je tvoja dolžnost, da se aktiviraš, postaneš najbolj proaktivna oseba v svoji mreži in nenehno iščeš podporo, usmeritve pri osebah, za katere verjameš, misliš, da te lahko podprejo, pravilno usmerijo. Da pa že na začetku narediš te napake, ti povem, da ne smeš iskati podpore pri osebah, za katere že zdaj veš, da ti ne morejo pomagati. Na ta način smetiš sebe pa njih. Naprimer, ko sem jaz dobil odpoved na Radio Center, jaz nisem klical mami pa Joku. Ona mi preprosto ne more najti nove službe. Takrat sem klical osebe, za katere sem verjel, da poznajo prave osebe in da imajo prave informacije. Zdaj pa še zadnji nasvet. Ne prevzemaj odgovornost drugih. Kaj hočem s tem povedati? To, da je tvoja naloga, da daš neko pobudo, da poveš na glas, kjer te boli, da so na sogovorniku pa je odgovornost, a se bo odzval ali pa ne. Večina nas že vnaprej predvideva, se smeti, kako se bo njegov odzval, kaj bo ali ne bo naredil in posledično ostanemo ujeti v svetu pasivnosti brez konkretnih rešitev. Verjamem, da zdaj gledaš na osebe, ki imajo veze in poznanstva drugače. No, in ko smo že pri zadnji točki in zaključnem današnjega videa, verjetno že veš, kakšen bo tvoj današnji tedenski izziv. Najti moraš nekoga, ki v tvoji mreži pozitivno izstopa. Povej ji, da te veseli, ko vidiš, kaj vse kreira in da je super imeti tako osebo v svoji mreži kot je ona. Potem mi pa prosim napiš, kakšni so bili izzivi na tvoj komentar. Svojo izkušnjo mi lahko napišeš v prva sporočilu ali pa kar deliš tukaj spodaj. Hvala za poslušanje in ne pozabi slediti mojemu kanalu More Than Networking. Prijavi se na tedenske novičke, kjer bom delil najbolj zanimive zadeve iz sveta mreženja. Vesel bom, če se poveževa na družabnih omrežjih in kar bi te še posebej prosil je, da deliš tale video v svoji mreži. Sam tako mi bo uspel, da se prave osebe aktivirajo, da del Slovenije ozavesti mreženje na cool način. Iz srca hvala za poslušanje in se vidimo drug teden, ko ti zaupam, s kom je dobro poglobiti odnos. Uživaj na polno.